Danes bo tak zelo avtomobilističen vlog, pa zelo oseben hkrati. Predstavil vam bom mojo osebno floto, torej vozila za mano. Z vami pa bom govoril, kaj je pravzaprav moja sanjska garaža oziroma kako zbiram avtomobile, tista moja bucket lista avtomobilov, ki bi jih vsaj enkrat v life imel. Malo se bomo o tem pogovarjali, pol na koncu mi boste celo pomagali, mogoče se odločiti, kjer avto naj v prihodnje kupam. Tako da, po moji čarobni špici, gremo. Akcija. Are you listening? To je moja trenutna garaža. Na levi Ford Ranger, letnik 2018, 3.2 Limited, pod pokrovom približno 200 konov. To je v bistvu moj daily drive. Ta najmlajši sin ga je ponoval Blaze po oni risanki. Se veste, kjer je mislim. Če smo tega poimenovali Blaze, je ta na desni Beirut. Daily drive moje drage, Janje, in sicer gre za 2013 letnik, 220 CDI z 170 konji, 7-stopenjsko avtomatiko z 79.000 km. Tako da, to sta v bistvu moja trenutna izbira oziroma moja Janova trenutna flota. Zdaj, največkrat dobivamo vprašanje, zakaj pa kako zbiram avtomobile, pa zakaj sta točno ta dva avtomobila pristala v moji garaži. In vsak mu lahko razložim, da imam za to en tak prav poseben recept. Torej, vsak avto, ki ga kupam, mora zadostiti 5 kriterijem. Kriterij številka 1 je cool faktor. Torej, avto mora biti na nek način cool. Izstopati mora iz povprečja, ne sme biti čisto navaden, ker pač, jaz zelo rad zjutraj pridem do avta, pa se avto ne smem in avto se ne smem na hiter naveličati, ne sme biti en tak PVC izdelek. Faktor številka 2 je price performance. Jaz nikoli ne kupujem dragih avtomobilov, ampak vedno kupujem avte, ki mi največ nazaj dajo. Če kupam nov avto, kupam tak avto, ki včasih gublja vrednost, če kupam pa starega, kupam pa tazga, ki je že vso vrednost zgubil. Faktor številka 3 je to, da mora biti avto v svojemu segmentu, torej v segmentu, ki je recimo Mercedes E, ali po segmentu, kjer je Ranger, torej pick-up, top, torej top pick. No pa še nekaj, kar definira moj avtomobilski okus. Faktor številka 5. Avti mora biti taki pravi moški avti. Dajmo se najprej lotiti mojega Forda Rangerja. Kaj lahko za 32.000 evrov dobiš? A lahko dobiš avto, ki ima 200 konov? Ja, valjda. A lahko dobiš avto, ki ima tako nosilnost kot Ford Ranger? Valjda. A lahko dobiš avto, ki ima take terenske sposobnosti, kot ima Ford Ranger? Ja, lahko. Ampak vsega skupaj v enem takemu paketu, ki ga z veseljem vsak dan pogledaš, pa po moje ne. Tukaj pa Ford Ranger, absolutno, po moje edina izbira. No, in po moj Mercedes-Benz razreda E, avto, ki je bil zvezda vloga, ki je tukaj gor, tako da na njemu zdajle ne bom zgubil preveč časa, pa tratil preveč energije. Avto, ki je zgubil 74% svoje nabavne vrednosti, imel na Cagerju, sam mislim, da 67.000 km in je definitivno meni še vedno en top avtomobilov, stoji po 18 evrov, tako da dober nakup. No, to je moja trenutna flota, to sta moja avtomobila, moja trenutna sanjska garaža. Avto imate pred sabo nekaj poletnih projektov. Blaze bo dobil zatrnjene šipe pa strešne nosilce, tako kot v Altreki. Potem pa Mercedes-Benz rab malo, bom rekel, lepotnih operacij. Dobil bo eno fajn polituro, rab nanos na sprednjem delu, feltne morajo iti v eno kozmetično prenovo, tako kot nohti. Treba jih je malo obrusiti, spilt pa obnoviti. To je to, kar je poletnih projektov. Ampak tako kot vsak moški, se je jaz tudi počasi že malo naveličan teh svojih avtomobilov. Kljub temu, da niste dolgo z mano, že razmišljam o tem, kaj bi lahko v našo garažo pripeljali v bližnji prihodnosti. Zato sem sestavil eno bucket list avtomobilov, ki se deli zelo podobne lastnosti, kot jih imata ta dva avtomobila. In mogoče bi se v tej bucket listi z vami pogovoril. Meni se bo pridružil Žan, sedla se bova zadnji na kason, pogledala ta seznam avtomobilov, ki jih je očka sestavil, ne Žan? Tudi vas vprašati na drugi strani, kjer ga od teh avtomobilov bi mi pripisali za moje naslednjo vozilo. Tako da, pojmo se zdaj malo o tem pogovarjati. Bucket lista avtomobilov. Vse jo poznaš, moja poznaš, ni prav zelo dolga, jaz se bom pomagal s tem, kar imam tukaj zapisan, pa začnemo pri blagovni znamki BMW. Če bi imela ful denarja danes, bi v vsakem primeru kupila BMW Z3M. Kupena.
če bi imela preveč denarja, bi kupila kupeja, ki je bil pred kratkim še 30 €, danes ga pa po 100 € ne dobiš. Mislim, da z 3M pa še vedno tam okoli 35 € bi šlo. Drugač pa se mi zdi trenutno en boljših bajev, pa povej, če se z mano strinjaš, BMW Z4. Ja, par let staro dobiš za kar v redu denarja, sicer mogoče v Sloveniji malo težji, ne, ampak po Nemčiji pa kar hitro dobiš. Ja. Jaz bi se Z4 kar vzel, 10-12 let staro, ne? Ja, Misliš to prvo, prvo generacijo ja. Z4, točno, ja. Ena stvar, ki je na mojem bucket listi, pa je zelo v luxury segmentu, je Bentley Continental GT. Ja. Te sva tudi gledala par mesecev nazaj. Ja. V Tako da jaz zelo votam za ta avto, ne? v Nemčiji res drugače, za smešne denarje dobiš. Vprašanje, kakšno stanje je, pa koliko moraš imeti Ja. tega knowledgea, da zadeve zrihtaš, ne? Dajmo takoj skočiti na Forde, ne? Pri Fordih se meni ta moment samo dva avtomobila v glavi, to je Ford Fiesta ST, tako je bila v vlogu tukaj gor. Avto, ki smo ga skoraj parkirali v garažu namesto Mercedesa, pa Ford Mustang GT. Tudi vlog Tudi vlog, tudi vlog, tudi vlog, Ja. tudi vlog. V bistvu avtih, ki smo jih imeli, ne? jih je kar nekaj takih. Kar nekaj takih, ki bi jih človek, tudi Z4, ko sem že vozil v Lifeu. Ja, sam nismo tega še vlogali. Ja, takrat pa še nismo vlogali, ja. Ok, gremo na eno zelo tradicionalno ime Jeep, in sicer Jeep Wrangler. The no Jeep Wrangler. ja. No Jeep Wrangler, saj je tak res podoben, z lepo opremo, je v Sloveniji zelo drag, predvsem Ja, zato, ker so ja. motorji tako veliki. Tako da ena opcija je, da avto kupaš v Dubaju, ga pripeleš iz Dubaja in z dubajskimi tablicami voziš v Sloveniji. Ne reči, da sem to rekel, ampak videl sem že tovrsten avto, ker dosti so ti avti zelo poceni, koliko Ja. 40-45 tisoč evrov ga že dobiš, to je pa v redu, ne, ker pa nas so ti avti 100 €. Land Rover Defender. Klasika, sem ne novega, ne. Ne, starega ki zemlja, mislim starega ki zemlja. Šum, 2003 ja. recimo. no, Ja, ja, same. ja, ja. To S je tremi klasika. vrati, vzadnji s klopmi, Shine Black barve, avto, ki si ga absolutno predstavljam, da bi ga imel. Ja, dosti, tako kot bi ti rekel, kultno avto, no. Ja, zelo. Sam to je pa, s tem pa je res veliko dela. Boja To ful se dela. Po mojem res. Čist preveč dela, Ja. pa po mojem tako za daily usage je pain in Težko ga the ass. tudi najdeš, no, tukaj v Sloveniji. Koliko pa Ja. so, kaj veš? Ja, so kar dragi avtomobili. Mazda, Miata, ampak RF. Aha, se pravi, strdo streho. Ja. Ja, meni so te nove Mazde, mislim, predvsem Mazde nasploh, mislim, da ima od teh mid-level avtomobilov, Neki karizme več. ja, kot vsi ostali. Dosti decentna je, ne? Kar se tiče pa Miate, tudi. pa itak nesporno avto, ki se Klasika. zelo dobro Ja. vozi, ki dobro zgleda in pa ta nova RF je top shit, mene ful všeč. Pri Mercedes-Benzu, zdaj smo okuženi z Mercedesom-Benzom, to je hud problem, ne? Jaz v bistvu si skoraj ne predstavljam več garaže brez Mercedesa, tako da tako čisto res razmišljam, da bi enkrat kupil enega res ultimativnega Mercedesa, in sicer S-klaso. Ja, presidential long version S-klaso, in sicer od letnika 2013 dalje. Namreč ti avtomobili so že tako depreciated, da lahko v Nemčiji za nekje 35 € dobiš super avto. Pol je pa še en Mercedes, ki je meni osebno all-time favorite, pa ne boš mogel verjeti, to je Mercedes razreda C, ampak coupe. Nova generacija, ta zadnja generacija, meni je ta avto v bistvu ful lep, no. Mini, to smo imeli, Clubmana smo imeli, in če bi kupoval, zakaj ne navadenega minija, to, kar so miniji, ki so malo drugačni, pa ki jih je manj na cesti, v bistvu bolj všeč. Avto, ki je malo bizaren, Pacemana, John Cooper Worksa, zaradi ene stvari, ta avto folku ni všeč, ampak meni je všeč, pa John Cooper Worksa je bil zelo malo. Nissan GT-R. Ne vem, malo se mi zdi basic avto. načeloma Dober zdaj- avto, ful dober avto. Pa načeloma ga zdaj dobiš, no, mislim, ni poceni, ne, ampak Ja, pač tam za to, 40 000 ga že dobiš v Ja. Nemčiji, Ja. kar je pa, ne, pain in the ass, Pain čist in the preveč, ass. pa ne bo Ej, klasika. Se strinjam. Ne bo klasika, ki je bilo ful preveč, ki je bilo narejenih. Teh avtov je malo morje, GT-R-ov. Ja. Ok, Porsche 911 Carrera 996. Kot jim rekel, mislim, da tale vlak počasi nama odhaja, mi se o tem avtu pogovarjamo res že dolgo. Ja. Tako da, mislim, mi dva sva ga že zvotala, naslednji avto v naši garaži. Skoraj.
Dejstvo je, da celo Janja ga approvala. Janja pravi, če že kaj, ne, pol Porscheja, ne. V bistvu bo zelo veliko od vas odvisen. Če vi zavautate za tega Porscheja, bom jaz po moje tega Porscheja malo parkiral, ker zdaj se pa že nekaj cajta medi ta reč, ne. Ne, ampak problem je, da tale 996 vlak počasi bo res odšel, ker vedno dražji so. Vsako leto so dražji. Avto je dobesedno v letu pa pol dobil 10 €. Vida se ga gledala za 18-19, ne. Ja. Zdaj so taki avti, ki so bili 18-19 2 leti nazaj, se že približujejo 30-ki, ne. Zgubujo vse in zdaj bo šel samo še navzgor. Potem imam pa še enega na tej bucket listi. Jaz sem fan ene švedske blagovne znamke, in sicer Volvota. Pred časom sem gotovo, da dobiš Volvota S90, letnik 2017, s precej opreme za okoli 25 €. Zelo malo prevoženimi kilometri. Ja, da bi bilo lepo imeti v garaži. Ja. To bi lahko v bistvu Mercedes zamenjal za to. Tako da to je to, no. Zdaj pa nama preostane drugega, kakor da vidimo, kje od teh dveh avtomobilov je čisto zares hitrejši. Ja. Avto je dala v štric, drona bo dala v zrak, pa tukaj kaj ni nobenega, probala teh 150-200 metrov videti, kjer je hitrejši. Prav, gremo, akcija.